Zdravo, sem Bor Gradišek in sem šahist. Bor Gradišek je star 16 let, je dijak celjske gimnazije in doma iz Kozjega. Njegov vid je omejen na zgolj 20%, zato se uvršča tudi med slepe in slabovidne šahiste. Šah v bistvu igram, odkar pomnim ga znam igrati. Bolj resno pa sem potem v začetku osnovne šole v 1. razredu se vpisal v šahovski krožek. In eden zgodnejših spominov, ko je bil star 4 ali 5 let, je očetov šahovski izziv, ki ga je vzel zelo resno. Kdor ga je premagal, je dobil neko malo igračko in takrat sem izgubil in sem se pol res želel oddolžiti sebi za to. In je bil potem moj motiv, da sem se vpisal na šahovski krožek, to, da bi premagal očeta in si zaslužil tisto igračko. Danes obiskuje ta isti šahovski krožek na domači osnovni šoli, zato da zdaj on naprej predaja znanje in navdušenje nad spoznavanjem igre šaha. Delo v krožku si delita z očetom, ki je v šah resneje zagrizel prav zaradi Bora. Z začetka mi je bilo všeč to, da sem videl, da sem za svojo starost precej dober v šahu. Potem pa se je v bistvu razvilo to, ko sem malo bolj razumel igro, da sem sploh lahko videl neko lepoto nekih potez, lepoto nekih kombinacij. V bistvu bolj, kot je moja igra napredovala, bolj sem v njej užival, zato ker si navdušen nad samim sabo, ko najdeš neko kombinacijo, pa mogoče potem ugotoviš, da ne deluje, pa si navdušen nad nasprotnikom. Tukaj je šah na najvišjem nivoju že zanaliziran in naučen, na nižjem res ni in bo vsaka partija edinstvena in je v tem šah res poseben. Bor igra tako z videčimi kot slepimi in slabovidnimi šahisti. Torej imam 20% vida, nimam dioptrije, zato tudi ne nosim očal, zato ker imam poškodovan vidni živec, ki mi ga je poškodoval tumor, ki sem ga imel pri 1 letu starosti. Od takrat živim s tem in imam občutek, da vidim normalno. Jaz ne vem, kako pač vidijo ostali. Zato delam stvari tako, kot jih vidim in pač tako, kot jih lahko. Borov trenutni največji tekmovalni uspeh je 4. mesto na letošnjem svetovnem mladinskem prvenstvu za slepe in slabovidne šahiste v Indiji. Sam pa rad med svojimi uspehi izpostavi tegale. Moram izpostaviti enega, je pa to, ko sem potem končno premagal očeta v 3. razredu. To je verjetno dosežek, ki je potem peljal do vseh ostalih. Je član medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in celjskega šahovskega kluba. Vendar že nekaj let v glavnem trenira doma, sam preko računalnika. Tu najde najrazličnejše igralce. V začetku pa mu je tak način igre tudi pomagal izgubiti tremo proti starejšim in zrelejšim šahistom. Zgubiš v bistvu nek ta faktor, kdo je na drugi strani, ampak sem, kaj se dogaja na šahovnici. Tako sem nekako res utrdil to svojo ljubezen do šaha, da ne več gledam na rezultate kot tisto glavno v partiji in ne več na to, da bom imel neko teoretsko bitko z nasprotnikom, ampak da res iščem zanimive ideje in da si pustim uživati. Raj zgubim v zanimivi partiji, kot pa remiziram po 80 potezah, kjer se ni nič zanimivega zgodilo. Odkar obiskuje gimnazijo v Celju in se vsakodnevno z avtobusom vozi iz domačega Kozjega v Celje in nazaj, mu ne ostane veliko prostega časa, ki ga sicer rad posveča spoznavanju novih stvari, rad tekmuje na različnih tekmah v znanju, rad ima glasbo in šport. In ker slabše vidi note, rad odigra skladbe, ki jih že pozna. Preizkušal se je v mnogih športih, a košarka je tista, ki jo ima najraje. Tudi zaradi Luke Dončića, čigar navijač je. Pa tudi zato, ker jo lahko igra sam. Čeprav je najlepše, ko jo zaigra v družbi. Je posebna lepota v tem, da lahko podaš žogo pa narediš za soigralcem lepo kombinacijo. In pol, ko ti nekaj uspe, je pač to veselje pa navdušenje sam lepše deliti z nekom.
Profesionalni športnik ne more biti pravi, zato se je začel spogledovati s športnim novinarstvom. Da pa se prepriča, ali mu poklic novinarja kot tak leži, je izkoristil priložnost in se priključil ekipi, ki v okviru Radia Študent pripravlja oddajo Dijakobinci, oddajo o srednješolcih. Mali novinarski izziv pa smo mu pripravili tudi mi, ko je moral narediti intervju kar sam s seboj. Živjo, sem Bor Gradišek, novinar, in naredil bom pogovor z Borom Gradiškom, šahistom. Torej, Bor, mene zanima, a ni šah za piflarje? Jaz mislim, da šah ni za piflarje, te pa naredi enega zelo kreativnega piflarja. Po čem pa misliš, da si v Sloveniji med vsemi šahisti ti poznan? Mislim, da me vsak šahist v Sloveniji pozna po tem, da med partijami res veliko kašljam. Hvala za te odgovore.